Današnji evangelij nam predstavlja dejstvo, ki se je zgodilo v Jerihi, ko je Jezus prišel v mesto in ga je množica sprejela. S temi besedami je papež Frančišek začel na 31. nedeljo med letom opoldanski nagovor pred molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra. Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru še dejal: v Jerihi je živel Zahej, ki je bil šef cestninarjev, torej pobiralcev davkov. Zahej je bil bogat sodelavec osovraženih rimskih okupatorjev, eden od izkoriščevalcev svojega ljudstva. Tudi on bi rad iz radovednosti videl Jezusa. Tudi zaradi tega, ker je bil javni grešnik, se ni mogel približati učitelju. Poleg tega pa je bil še majhne postave. Zato se je povzpel na drevo, na smokvo, ki je bila v poti, ob kateri bi moral Jezus iti mimo. Ko je prišel blizu tega drevesa, je Jezus povzdignil pogled in rekel: Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Lahko si predstavljamo Zahejevo začudenje. Torej, zakaj Jezus pravi, moram namreč ostati v tvoji hiši? Za katero dolžnost gre? Vemo, da je njegova največja dolžnost izpolnjevanje očetovega načrta do človeštva, ki se je dopolnilo v Jeruzalemu z obsodbo na smrt, s križanjem in tretji dan z vstajanjem. To je načrt zveličanja očetovega usmiljenja. In o tem načrtu je tudi zveličanje Zaheja, nepoštenega in od vseh zaničevanega človeka, ki pa ravno zato potrebuje spreobrnenje. Evangelij dejansko pravi, ko ga je Jezus poklical, so vsi godrnjali. Stopil je v hišo grešnika. Ljudje so namreč v njem videli lopova, ki je postal bogat na račun drugih. Če bi Jezus rekel: splezaj dol, ti, izkoriščevalec in izdajalec ljudstva, pridi, da se pogovoriva in poravnaš račune, bi mu ploskali. Tako pa so začeli godrnjati. Jezus gre v njegovo hišo, grešniku, izkoriščevalcu. Toda Jezus, ki ga je vodilo usmiljenje, je iskal ravno njega. In ko je vstopil v Zahejevo hišo, je rekel: danes je tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človeku je namreč prišel iskat in reševati, kar je izgubljeno. Jezusov pogled gre onkraj grehov in predsodkov. To je pomembno, tega se moramo naučiti. Jezusov pogled gre onkraj grehov in predsodkov. Osebo gleda z božjimi očmi, zato se ne ustavi na preteklem zlu, ampak že vnaprej vidi dobro prihodnost. Se ne vda pred zaprtostjo, ampak odpira nove prostore življenja. Ne ustavi se na navideznem, ampak gleda v srce. Tukaj je videl ranjeno srce tega človeka, ranjeno zaradi greha, pohlepa, od toliko grdih stvari, ki jih je storil ta Zahej. Gledal je torej to ranjeno srce in šel tja. Včasih skušamo popraviti in spreobrniti grešnika tako, da ga grajamo, ker mu naštevamo njegove napake in njegovo nepošteno obnašanje. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terram. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.